Minister je kot enega izmed razlogov za ustanovitev tega državnega podjetja navedel tudi to, da ne bi pomagal slovenski lesno-predelovalni industriji. Vi veste, da je ta industrija v škripcih na zelo nizki ravni in s tem, da ti daješ nekomu les brezplačno, pomaga zgolj tistim, ki že zdaj so na trgu, ki že zdaj delujejo, ne prispevaš pa nič k temu, da bi pa iz te širše zgodbe zraslo še kakšno novo podjetje, še kakšna nova zgodba, ki bi lahko učinkovito porabljala ta slovenski les. In na koncu, kot sem rekel, se bo lahko zgodilo, da bo to veliko državne podjetje v enem delu les sicer dalo slovenskim podjetjem, za katerega neverjetno ne bo nikoli dobilo plačano, dolgo bomo pokrili vsi, drugi del lesa ga bo pa neverjetno prodalo tujcem, Avstrijcem, Italijanom in še kom. In v tem mi res ne vidimo popolnoma nobenega smisla. In še ena stvar, ki je pa res popolnoma skregana z logiko, zakaj ustanavljati novo podjetje, če imamo sklad kmetijskih zemljišč, ki lahko učinkovito upravlja slovenskimi gozdovi. Ima vse podatke, ima vse informacije. Predvsem je pa še en vidik zraven, ki ga ne smemo pozabiti, da je to sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. In če ti skladov kmetijskih zemljišč in gozdov vzameš samo gozdove, ki so dobičkonosni, potem tem skladu ostane samo še neka stvar, ki ne prenaša dobička. In to pomeni, da če bomo to zadevo razbili, jo uničili, da bo ogroženo tudi varstvo kmetijskih zemljišč širom Slovenije. Ker zdaj je prav ta sklad z dobičkom, ki ga je ustvaril s pomočjo gozdov, na nek način tudi si pomagal pri upravljanju kmetijskih zemljišč. Tudi na ta vidik je potrebno premisliti. In zaradi tega mi še enkrat ocenjujemo, da res ni popolnoma nobene potrebe po tem novim državnim podjetjem za upravljanje z gozdovi, ki ga predlaga minister.